Jaz vendarle mislim, da nas bi morala v Evropi in na Zahodu najbolj skrbeti demografska kriza. Če hoče biti neka država, družba, skupnost uspešna, mora imeti svojo hrano, svojo energijo, pa svoje otroke. Pravzaprav edina evropska država, ki ima še vedno ambicije imeti vse tiste kolonije, ki si jih je nabrala v času, ko so si vsi grabili kolonije, je Rusija. V bistvu nimaš vojske za to, da se bo borila, ampak je tam zato, da se jo ljudje bojijo in da imaš mir pred vsemi, ki bi ti radi nekaj slabega naredili. Mi vsi si predstavljamo, da so drugi ljudje, druge kulture, da so taki kot mi, sam recimo so drugače oblečeni, pa drugačno hrano jedo. Iranci so pripravljeni, na dosti večje žrtve, so pripravljeni dosti več pretrpeti, potrpeti, kot recimo Američani. Kar se tiče umetne inteligence, jaz vseeno mislim, stvari niso povsem izgubljene, ampak ne vidim pa neke zelo svetle prihodnosti. Pozdravljeni v podcastu Bika za roge. V teh negotovih in kaotičnih časih prav pride glas razuma. Zato sem v današnjo epizodo povabil dr. Žiga Turka, da bo odgovoril na vprašanje, kako se pripraviti na naslednjo krizo. Pozdravljeni, dr. Turk. Dober dan. Dr. Turk, ste profesor na Fakulteti za gradbeništvo in prodekan zadnjih dobrih 10 let. V preteklosti ste bili tudi minister za razvoj in pa minister za izobraževanje, znanost in kulturo leta 2012. Ste pa tudi kolega podcaster in vodite podcast Radio TV. A sem prav izgovoril? Ja, moram reči, da sem nekako bolj, kako bi rekel, bloger ali pa twitteraš, xar, kako bi temu rekli. Glede na to, da me vse nove tehnologije zanimajo, sem poskusil tudi, kako bi šlo z podcasti oziroma kako bi šlo z audio, video obliko, vendar nikoli ne najdem ta pravega časa, da bi se temu res posvetil, oziroma je razmerje med vloženim trudom pa številom poslušalcev, gledalcev, ki jih dosežem na ta način v primerjavi z odzivom, ki ga najdem z pisano besedo, slab. Oziroma razmerje med vloženim delom in številom poslušalcev je slabo. Se pa sem in tja, ko imam čas, igram pravzaprav s tem, kako bi sintetično takele podcaste naredil. Skratka, da dam neko kolumno umetne inteligenci predelati v pogovor in da potem ta pogovor mi odigrata dva, kako bi rekel, spet z umetno inteligenco narejena avatarja. Kot rezultat dobim potem eno lepo MP4 datoteko, ki jo lahko nekam obesam, kar pomeni, da verjetno vse skupaj naredim v krajšem času, kot je minutaža končnega posnetka. Je pa potem seveda od gledalcev odvisno spet, ali bi ta format sprejeli ali ne. Verjamem, da cenijo, da si nekdo osebno vzame čas oziroma da se pojavi oseba iz mesa in kosti, ampak kot rečeno, čisto kot nova tehnološka možnost me to zanima. Praktično od svoje mladosti naprej gledam, kaj se tehnološko novega dogaja in gledam, a se da to kaj porabiti oziroma kako bi rekel, se igram s tem. Neke nove igrače prihajajo iz Silicijeve doline pa iz Kitajske vsakih nekaj let. Ravno te podcasti so bili eni izmed virov, da sem se spomnil na vas, da bi bili gost, ki bi odgovarjali na to vprašanje, ker se mi zdi, da zelo inženirsko razmišljate in gledate na te obstoječe probleme, s katerim se soočamo. Ja, kaj pa vem, začetka ste malo dvignili pričakovanja s tistim razumom in tako naprej. Pa če razmišljamo o zadevah, jih poskušam razumeti in poskušam izhajati iz, kako bi rekel, iz neke trdne osnove, tako kot smo inženirji prisiljeni, zato da se nam stvari ne podirajo. Pa deva kar začeti. Deva. Se pravi, govori se, glede na situacijo na Bližnjem vzhodu, se govori o pomanjkanju goriva, o prihajajoči lakoti, o gospodarski krizi, finančni krizi. Pa je moje prvo vprašanje, katera kriza nas mora v tem trenutku najbolj skrbeti?
Jaz vendarle mislim, da nas bi morala v Evropi in na Zahodu najbolj skrbeti demografska kriza. Ne. Številke rojstev naših otrok, ne, so v bistvu tako nizke, da se nam v nekaj desetletjih, 100 letih in tako naprej lahko zgodi pravzaprav popolna zamenjava prebivalstva. Zdaj, ne moramo a priori reči, da je to pa slabo oziroma da je to pa narobe. Ne? Sej konec koncev imajo vsa živa bitja in vsi ljudje enako dostojanstvo, enako svobodo, enake pravice. Je pa vendarle na nek način žalostno spremljati en tak, rekel, demografski zaton ene kulture, ki vendarle ima nekaj za pokazati. Ne? Zdaj, omenili ste energetsko krizo, naftno krizo in tako naprej. Kot jaz gledam na stvari, je stvar ta, da se razmerje moči v svetu nekako preureja. In takrat, ko se stvari preurejajo, kaj zvem, če si predstavljate neke ledene plošče ali pa ledene gore, ki se spreminjajo med sebojni položaj, se na mejah teh gora se pač nekaj kruši, nastajajo neki spori, nastajajo neke vojne. Jaz sem glede tega, kako bi rekel, Huntingtonovec, oziroma se mi zdi, da razmeroma dobro razlago ponuja ta okvir trka civilizacije oziroma tega, da na mejah med različnimi civilizacijami, med različnimi kulturami nastajajo, kako bi rekel, spori, vojne in tako naprej. Huntington je v neki knjigi, mislim, da napisal, ne, meje islama so krvave, ne, ampak ne gre samo za islam, gre pravzaprav za vse civilizacije, ko pač trčijo druga ob drugo. Tista velika zgodba, globalna zgodba, ki se dogaja pravzaprav verjetno od konca hladne vojne naprej, je to, da Zahod ni več tisto, kar je nekoč bil, oziroma da tista moč, ki jo je imel, in vojaška in seveda industrijska, nazaduje oziroma se svet vrača v neke kolesnice, ki jih je imel praktično skozi celo zgodovino. Mi nekoliko pozabljamo, da če bi pogledali bruto domači proizvod recimo 100 let nazaj, ne, da je bilo praktično vse, ne, ali pa 90% tega bruto domačega proizvoda tam okrog Prve svetovne vojne, ne, ali pa pred Prvo svetovno vojno, narejenega v zahodnih državah, to se pravi v Evropi, pa tam, kjer so bile evropske kolonije oziroma kjer so bile države, kot so, ne vem, Kanada, Združene države, Avstralija in tako naprej, ki so sprejele ta, kako bi rekel, evropski sistem. Ne. In seveda ljudje smo taki, da se učimo zgodovine, ne. Ampak osebno izkušnjo imamo pa osebno izkušnjo. Pač midva se spomnila časa od, ne vem, ko sva bila stara tam 5-6 let naprej, pa potem mečken več tam od pubertete dalje, ne. In smo bili navajeni gledati na to, da je pravzaprav Zahod tisti, ki komandira, ki usmerja celoten svet. Praktično vsa znanost se je zgodila na Zahodu, vsa medicina se je zgodila na Zahodu, vse inštitucije, Združene narode, WHO, ne vem, OECD in podobno, ne, so postavile zahodne države. Se so vsi sodelovali, se so vsi včlanjeni, ne, ampak narejeno je pa to na nekih zahodnih principih, vrednotah. Tudi, če bi rekli hladna vojna, ne, je vendarle je bil še vedno spopad med dvema poloma, ki sta vendarle izhajala iz krščanske civilizacije, pač iz vzhodnega in iz zahodnega krščanstva, če bi temu tako rekli. Ne. In tisto, s čemer se je težko sprijazniti, je, da je to pa zgodovinsko gledano neka anomalija. Ne. Če bi mi pogledali razdelitev tega bruto domačega proizvoda po svetu, ne, recimo v času, ko je Kolumb odkrival Ameriko, ne, bi bil svet razdeljen tako približno 1/3 Evropa, ne, 1/3 ta, recimo, Zahodna Azija z Indijo vred in 1/3 Kitajska z Japonsko. Ne. Skratka, so bili 3 taki poli, kjer
se je nekaj odvijalo. Ne? In skratka, tam od tiska Gutenberga, ne? Poceni papirja naprej, je Zahod začel ustvarjati neko to prevlado, ne? Ampak v zadnjih desetletjih, stoletjih so se vsi približno naučili teh receptov in dohitevajo. Ne? In jaz dostikrat tudi študentom povem, ne? Toliko, kot je v Evropi vseh študentov, ne? In na Kitajskem visoko inteligentnih, briljantnih študentov. Ne? In na koncu ljudje so približno povsod enako pametni, ne? Ampak če jih imaš nekje milijardo, nekje jih imaš pa 100 milijonov, nobene boljše šole, nobene boljše univerze ne pomagajo do tega, da bi teh 100 milijonov pogruntalo več novih stvari, delalo boljšo znanost, kot tista milijarda. Ne? In dosti težav, ki jih v svetu imamo, pravzaprav izhaja iz tega, da ne samo, da se nekdo ne bi hotel sprijazniti s tem, da so pa zdaj neki drugi novi igralci na sceni, ki terjajo svoj prostor pod soncem, če tako rečemo, ali pa svoj prostor za mizo Združenih narodov in podobno. Ne? Ne, da tega ne bi hoteli, ampak enostavno mindset, navajen si tako, tista, bom rekel, intuitivni občutek, ne, je nekako tak, mi smo pravzaprav tisti, ki jo vsem odločajo. Ne. Tukaj se mi zdi, da gre za en proces, eni govorijo o Tukididovi pasti, ne, kako iz sveta, ki je bil pravzaprav dominanten sa strani Združenih držav Amerike in njenih, recimo, partnerjev, kot je bila tudi Evropska unija, pa Avstralija, Japonska, konec koncev, Kanada in tako naprej, ne, kako pride v sistem, v katerem si Kitajska in Združene države nekako delita odgovornost za bom rekel, napredek sveta, ne, ali pa za mir v svetu, ali pa za to, da kolikor toliko urejeno med seboj tekmujemo. In potem se pa tukaj cel kup dogodkov odvija, ne, ki se mi zdi, da v to zgodbo spadajo. Ne. Sem noter spada, bom rekel, ukrajinska vojna, sem noter spada Iran, ne, in Venezuela in še marsikaj, kar se danes dogaja. Ne bi pa se mogel strinjati s tem, da se obeta kakšna zelo, zelo velika katastrofa. No. Jaz sem prepričan, predvsem zato, ker je od Irana in od Hormuške ožine en velik del Azije odvisen. Ne. Torej, s tem, ko je ta ožina zaprta, nima toliko škoda Evropa, ima nekaj, ne. Skoraj ali pa zelo malo škode imajo Združene države, je pa to velik problem za Azijo, ki se pravzaprav skozi to ožino oskrbuje z nafto, plinom. Ne. Da ravno zaradi tega to zelo dolgo ne more trajati, ne, in da se zadeva bo uredila. No. Sprav, da govorimo o tem, kdo dalj časa lahko zdrži bolečino. In tle mislite, da Azija oziroma tudi Iran? Tukaj je ena napačna kalkulacija sa strani Združenih držav. Ne, se mi zdi, saj smo vsi ljudje nagnjeni k temu, ampak Američani se mi zdi pa še posebej. Ne. Mi vsi si predstavljamo, da so drugi ljudje, druge kulture, da so taki, kot mi, sam recimo so drugače oblečeni, pa drugačno hrano jedo. Ne. Kar je po mojem mnenju velika zmota. Ne. Iranci so pripravljeni, rekel, na dosti večje žrtve, ne, so pripravljeni dosti več pretrpeti, potrpeti, kot recimo Američani. Ne. Tam je 100 mrtvih, 200 mrtvih, 1000 mrtvih, zradirana ta stavba, una stavba, tretja stavba, pa so še bolj trmasti za to. Ne. Američani mislijo, tudi Izraelci, ne, da jih bodo s tem zlomili, ne, so mislili, da bodo režim zamenjali s tem, ko bodo vojaško ostro nastopili. Ne, te so, kako bi rekel, en inat, ne, eno trmo prebudili in rekel, ta ljudstva so manj, kako bi rekel, pomehkužena v smislu, kje je tista cona udobja, znotraj katere se morajo stvari dogajati. Ne.
Mi imamo zelo, rekel, ozko to cono, ne? Drugi imajo bistveno širšo. Ne? Tudi, kako bi rekel, Rusija, ne? Misliš sankcije, pa bodo imeli težavo priti do iPhone-ov, pa bodo imeli težavo imeti, ne vem, Starbuckse pa McDonald'se, pa bodo pokleknili. Ne moramo drugih kultur ocenjevati po sebi. Ne? In to, da druge ocenjuješ po sebi, je ena taka, kako bi rekel, zelo grda oblika nekega šovinizma, nekega občutka o lastni večvrednosti. Ne priznamo pravzaprav drugim, da imajo neke svoje vrednote, neko svojo pamet, neke svoje interese, in da pričakujejo, da jih bomo pustili primeru, da se komendirajo tako, kot se njim zdi. Ne. In se mi zdi, da to je pri Američanih še bolj izrazito morda kot pri Evropejcih, da skratka izrazito slabo poznajo in se izrazito težko uživijo, ne, v nekoga drugega. Omenili ste spremembe v svetovnem redu, ne? Oziroma, da se tle dogajajo neki tako kot tektonski premiki. Ne? Kako pa bi to lahko izgledalo zdaj v prihodnosti? Ker Iran je tukaj v bistvu z zaprtjem Hormuške ožine naredil nekaj, kar je v bistvu tudi Trump naredil. Ne? Skratka, izkoristil je svoj leverage, naprimer z carinami, imel je to moč in je to izkoristil. Iran ima to moč, da zapre Hormuško ožino. Zdaj pa, a smo zdaj v svetu, kjer bo vsak pač pokazal svojo moč in to bo vse na račun manjše blaginje, manjše gospodarske rasti, manj proste trgovine in tako naprej. A prihajamo tukaj v nek svet, kjer te polipolarnosti, kjer se moramo navaditi na več teh konfliktov, pa na nižjo blaginjo? Jaz ne bi bil pesimist v zvezi z blaginjo. Tudi jaz se strinjam, torej te, rekel, carine gor, carine dol, ki se v Ameriki tako rekoč mesečno dogajajo, ne, ker se gospodarstvo sploh ne more zanesti na to, kako z Združenimi državami poslovati. Na drugi strani, ko človek pa pogleda številke gospodarske rasti v Združenih državah, brezposelnosti in tako naprej, borzne indekse, ne, vse cveti, kot da vse te stvari niso čisto nič važne. Ne. Ja, da se bo rešil, ne? Nekako se bo rešil. Skratka, ta gospodarski sistem je še vedno razmeroma zelo odporen. Tisto, kar kot bi jaz gledal na vse te dogodke, ni toliko v smeri, da to je pa zdaj, bom rekel, nujno nek trend, ki bo vodil v krizo in katastrofo in lakoto in vse to. Ampak se mi zdi, da smo nekateri, ne, predvsem Evropa, potrebovali en močen signal, da je svet pravzaprav ena resna, oziroma svet, ne, druge države, geopolitika, da je to neka resna zadeva, ki se jo ne da z leporečjem reševati, ne, kjer so tvoji interesi, tvoja beseda, tvoja moč toliko vredna, kot je moč, bom rekel, tvoje industrije, ne, posledično potem tvoje vojske, koliko imaš vitalno demografijo in seveda koliko se sploh zavedaš, da želiš neke stvari urejati pri sebi ali pa v svoji okolici tako, da so v narekovaju po tvojem. Ne. In tukaj se je predvsem Evropa zasanjala v te svoje sanje o mehki moči in o tem, kako bomo mi, če bomo sprejevali prave resolucije in mahali s pravimi zastavami, da se bo ne vem kaj uredilo. Nič ne velja. Ne. Na koncu je odvisno vse od tega, koliko jekla lahko narediš, koliko elektromotorčkov in propelerčkov za drone lahko narediš, koliko tistih vlaken za to, da ti droni letijo, kako bi rekel, po žici, ne, oziroma da jih krmileš po svetlobnem vlaknu. Ne. Na koncu so stvari odvisne od tega. Ne. In tukaj so se in Združene države in Evropa znašle v neki situaciji, ko so ugotovile, da niti nekaterih vitalnih, varnostno pomembnih zadev, ne, kot je vojaška oprema, niso več sposobne izdelovati brez
brez Kitajske. Ne. Niso sposobne, oziroma niso povsem prepričane za cel kup elektronike, ki jo imamo v infrastrukturi, v kakšni meri se da to nadaljavo, kako bi rekel, štelati, ne, oziroma nadaljavo upravljati. Skratka, morda je pa nek Huawei, oziroma pač neko podjetje, no, na splošno, ne, morda sposobno ustaviti recimo telekomunikacije v nekem trenutku. Ne. Jaz trdim, da je to možno. Ne. Ampak zares preveriti, ne, kaj vse pride v teh napravah, ne, z programi, ki so zapečeni vanje, tega pravzaprav ne vemo. Ne. In z tega vidika so te krize, bi rekel, no, predvsem en dober wake-up call, ena dobra budilka, ne, zato da se zavemo, da ni nujno, ne, da svet ves čas deluje tako, da smo prijatelji, pa da lepo med seboj trgujemo, pa drugemu stvari kupujemo, pa ugotovimo, tole pa na Kitajskem cenejše, bomo pa mi nehali delati. Ne. Ampak se zavemo tega, da so neke stvari strateško pomembne in da jih moramo imeti, kako bi rekel, znotraj nekega prijateljskega kroga na razpolago, oziroma jih mora biti možno jih kupiti, dobiti znotraj kroga nekih držav, ki so recimo podobno misleče. Ne. Tukaj bo kdo rekel, ja, zdaj se pa Američani oddaljujejo od Evrope in ne, tukaj nastajajo neki spori in trgovinske vojne in umikajo NATO in tako naprej in tako nazaj. Se pravim, tukaj sem spet Huntingtonovec in mislim, da kri ni voda, no, oziroma da to, da je ena še vedno večina v Ameriki, ima korenine v Evropi, da sta kulturno vendarle Evropa in Amerika nekje iz istega debla zrasli. Skratka, da so te stvari močnejše, no, od norčavosti enega predsednika. Ja, ker trenutni odnos je tako čutiti nek prezir do Evrope. Ne? Mislim, da enkrat, ko so dali, bom rekel tako, trenutna garnitura Amerike, ki so dali enkrat vse na mizo in so videli, tak socialen sistem ima Evropa, mi jim pa plačujemo vojsko oziroma varnost, zaščito, v bistvu oni na naš račun živijo. Ne? Pa zdaj, če se premakneva mi da malo bolj k Evropi, nekaj je tako, rekel, naše širše okolje, tlele vidim, se pravi, imamo varnostno osamosvajanje. Ne? To je zdaj en nov projekt, kjer se govori o številkah, ki so kar težko predstavljive, ne? V naslednjih 10 letih. Potem imamo energetsko neodvisnost. Ne? Nekaj moramo narediti glede tega, da ne bomo toliko energetsko odvisni od naših partneric. Potem so ukrepi v zvezi s staranjem prebivalstva. Med drugim pa še Evropa očitno popolnoma irelevantna v tej tehnološki tekmi, v kateri prednjačita ZDA in Kitajska. Kaj mora biti prioriteta Evrope v tem trenutku, glede na vse te, rekel, velike investicije, ki bi bilo treba narediti? Ključna je volja, ne, ali si Evropa sploh želi biti resen faktor. No, in se mi zdi, da tukaj je pravzaprav največje vprašanje. Ne. Morda kakšni politiki znajo to povedati, znajo to govoriti, ne, ampak ali je pa med ljudmi, ali je kako bi rekel, v tej demokratični javnosti ta ambicija ali ne, je pa drugo vprašanje. Ne. Mislim, da je bil Peter Zeihan, ki je rekel, ne, če hoče biti neka država, družba, skupnost uspešna, ne, mora imeti svojo hrano, svojo energijo, pa svoje otroke. Ne. In če pogledamo, oziroma če primerjamo, kako je to recimo bilanca Kitajske, Združenih držav pa Evrope, ne, Američani imajo pravzaprav vse troje. Ne. Tudi demografija tam ni tako katastrofalna kot kje drugje. Ne. Kitajci so hrano rešili, ne. Energijo poskušajo rešiti z masivnimi vlaganji tudi v obnovljive vire, pa v termoelektrarne, pa v jedrske, niso še čisto tam. Ne. Kar se tiče prebivalstva, jih je itak veliko, ne, ampak imajo demografske probleme, ker se je ta politika enega otroka, bom rekel,
se jo držijo, kljub temu, da se jo ne bi bilo več treba. Ne? In kaže na neko razmeroma hitro upadanje. Ja, tako kultura je taka postala tam. Ne? Enostavno se neki vzorci, če jih skozi dovolj generacij pelješ, ostanejo. Ne? To je tudi v Sloveniji z vidika nekega odnosa Slovencev, ne vem, do podjetništva, prostega trga in tako naprej. Se pozna pač eno obdobje, ko je bilo to nekaj nezaslišanega. Ne? Evropi je, mislim, da J.D. Vance v 2 govorih, ki sta bila zelo slabo sprejeta, nalil čistega vina. Ne? Tam bi se bilo treba vprašati, a to drži ali ne drži. Če kaj ne drži, pozabimo, ampak tisto, kar drži, s tem se dajmo pa resno ukvarjati. Jaz ta 2 govora in sploh ameriški odnos do Evrope razumem v okviru neke, bom rekel, ameriške geopolitične strategije, ki vendarle se mi zdi, da traja stoletja ali pa zelo dolgo traja. Američanom zelo dolgo jasna. In tisto, kar je Američanom jasno, je, da oni, kako bi rekel, če želijo biti vodilni v svetu ali pa če vsaj ne želijo biti odvisni, če ne želijo biti drugi, če ne želijo, da ima nekdo moč nad njimi, ne smejo dopustiti, da bi bila Evrazija združena. Torej, celotna Evrazija proti Ameriki je Amerika šibkejša in so za Združene države Amerike težave. Zato je v njihovem geostrateškem interesu, da je Evropa na nek način njihova oziroma da je Azija strateško razdeljena. Trump je precej neumno, precej naivno poskušal tudi to povezavo med medvedom in zmajem, se pravi med Rusijo in Kitajsko, razcepiti, podobno kot je v nekem trenutku to uspelo Nixonu, skratka, da bi Rusijo spravil kako bi rekel, v svoj krog, s tem bi še povečal to, bom rekel, razcepljenost Kitajske oziroma še večje ravnotežje vzpostavil, se pravi ZDA plus Evropa plus Rusija vizavi Kitajski. Zaenkrat to ni uspelo. Ni pa izključeno, da se to v nekem daljšem časovnem obdobju vseeno ne bo zgodilo. Ne? In tukaj spet, bom rekel, iz tega kulturno-civilizacijskega vidika, Rusija je vedno bila nekje razpeta med Azijo in Evropo, tudi kulturno, tudi civilizacijsko, elite so bile nekako evropske, od Dostojevskega do Stravinskega in tako naprej. Ljudstvo pa kakor kje in kakor kako. Ampak jaz še vsem pričakujem v nekem dolgoročnem trendu, da bomo Rusijo videli bližje Zahodu kot Kitajski. Aha, kako pa mislite, da se bi to lahko zgodilo? Ker zdaj zaenkrat bolj vidimo v Evropi, ali pa saj tako nam je predstavljeno, da je Rusija bolj grožnja kot pa grožnja Evropi kot pa del Evrope. Rusija je grožnja Evropi zato, ker poskuša pridobiti nazaj tisto, kar je ob koncu hladne vojne oziroma potem, ko je hladno vojno izgubila. Ruski spet neko geopolitična strategija ali pa delovanje Rusije, ki jo lahko opazujemo spet skozi zadnjih 300-400 let, gre vedno v smeri, ko nek car, ko nek sistem izgubi ozemlje, ko izgubi vojno, je naloga naslednjega, da to pridobi nazaj. In dejansko Rusija, tako majhna, kot je formalno zdaj, se pravi Ruska federacija, tako majhna Rusija ni bila že, 200-300 let. A po prebivalstvu govoriva? Govoriva po ozemlju. Govoriva po ozemlju. Oni imajo še zraven en kompleks tega, da je pač to neka ravnica, po kateri lahko vsak trenutek kdorkoli se pripelje s tanki oziroma prijaha, tako kot Hitler, Napoleon, mongolske horde in tako naprej. In njihova doktrina je, ta prostor se brani na prvih hribih. In prvih hribi so, žal, so v Ukrajini. In so potem tle na Kavkazu, v teh državicah, ki jih poskušajo ohraniti. In
ta miselnost Rusiji na nek način škoduje. Ne. Jaz sem bil tudi pred časom, 15 let bo že tega član oziroma generalni sekretar skupine za prihodnost Evropske unije. Ne. To je bilo še preden so Rusi anektirali Krim. Ne. In takrat smo resno se pogovarjali o tem, ne, slejte se, Evropska unija je čisto fajn, ne, mi smo rešili problem v bistvu Nemčija, Francija oziroma tega rivalstva tukaj Nemčija proti zahodu, ne, nismo pa rešili problem rivalstva Nemčija proti zahodu oziroma proti vzhodu, ne, nismo rešili na podoben način ruske zgodbe, ne, in takrat je nekdo rekel, mogoče bil Mario Monti ali pa en tak, ne, rekel, ja pač Evropa, ne, Evropska unija je združba bivših velesil, ne, ki so se nekako sprijaznile s tem, da so bivše. Ne. Če pogledate Portugalsko pred 500 leti, pred 400 leti, kaj so vse imeli, Španija, kaj so vse imeli, ne. Velika Britanija, da ne govorimo, kaj so vse imeli, Francozi. Ne. Okay, Nemci so pozno prišli zraven, pa so nekaj poskušali, pa ni šlo. Ne. To so neke bivše, to so neke države, ki so bile svetovne sile, ki so medtem postale bivše. Ne. In pravzaprav edina evropska država, ki ima še vedno ambicije imeti vse tiste kolonije, ki si jih je nabrala v času, ko so si vsi grabili kolonije, je Rusija. Ne? S tem, da marsikdo reče, sej to niso kolonije, ki se pač tišči skupaj. Ne? Ampak, veste, ta evropski del Rusije je pač Moskva, Leningrad oziroma v tem od Črnega do Belega morja. Ne? Ves tisti ostali prostor je bila kolonija carske Rusije. Ne? So pač naseljevali vse mogoče. Tja, ne? Tam so neka druga ljudstva živela, ki niso govorila rusko, ki niso govorila slovansko. Ne? In če se bi Rusija enkrat sprijaznila s tem, da je bivša velesila, ne? Bi lahko in bi bilo to sodelovanje med Rusijo in Evropo lahko zelo, kako bi rekel, zelo produktivno. Ne? Rabimo, smo komplementarni, kar se tiče marsičesa. Ne? Ampak žal Putin in ta vrhuška, ki je tam na oblasti, tega ne razume, ne? In obnavlja imperij in to ne bo šlo. Ne? To je, torej doba imperijev je končana in moči oni za imperij nimajo. Ne? In oni imajo izbiro, ali bodo kitajska vazalna država, ne? Ali pa bodo neka sorazmerno vplivna članica vendarle neke te evropskega pola sveta. Ne? Ampak se pravi, govoriva, veste, to je zdaj težko govoriti v trenutku, ko ruske bombe padajo po Ukrajini. Si težko predstavljati. V neki daljši perspektivi, ne? In lažje je svet razumeti, ne? Ko ga gledaš, ne? Ko od blizu pogledaš, je vse drobno. In se cel kup enih stvari dogaja. Ne? Daljši trendi se mi zdi, da so pa vseeno jasnejši. No? Pa če pogledava ta daljši trend, a tle vidite, da bi se Evropska unija v neki obliki obdržala ali da tukaj tudi zna pride do nekih razhodov? Glavna grožnja Evropski uniji so pravzaprav oziroma je bruselsko uradništvo, do neke mere tudi Evropski parlament, ki si želi opravičevati svoj obstoj s tem, da si seveda grabi čim več pristojnosti in da čim bolj komandira vse ostale oziroma rekel, periferijo oziroma ostale članice. Spravo, tle je regulacija, v bistvu ta prevelika regulacija. Regulacija in pravzaprav bi rekel centralizacija. Ne? Tukaj je sicer uradni jezik je vedno tesnejša unija, ne? Narediti vedno tesnejšo Evropsko unijo, vedno bolj povezano Evropsko unijo. Mečkano manj lepa beseda za to je narediti Evropski imperij. Ne? Imperiji so, kako bi rekel, tvorbe, ne? Ki jih sestavlja neka večnacionalna skupnost in ki jo povezuje nekaj drugega. Ali, bom rekel, en hegemon, ki je najmočnejši, ne? Ali pa neka ideja, ki iz tega imperija naredi. In jaz si prav gotovo ne želim Evropskega imperija. Ne? Želel bi si, da bi se Evropska unija predvsem posvetila temu, kako narediti iz tega en uspešen gospodarski prostor, ne? In kako rekel, povezovanje oziroma te sinergije, ne, pa izkoriščati na področju geopolitike in na področju vojske. Ne? Skratka, ja, več Evrope na področju obrambe.
več Evrope na področju varovanja zunanjih meja, več Evrope na področju projiciranja vpliva političnega, gospodarskega, vojaškega na svojo okolico. Ne? Nikakor pa ne več Evrope, da se bo Evropa ukvarjala s tem, kako naj imajo pa recimo splav, ki je pri nas tako popularna tema, čeprav je povsem lepo rešen, ne? Kako imeti splav urejen. Zakaj bi se Bruselj ukvarjal s tem, kako imajo splav urejeno na Poljskem, pa na Madžarskem, pa v Sloveniji, pa v Franciji, pa na Portugalskem, pa ne vem, na Malti. Ne? Ni treba. Lahko pustimo take stvari subsidiarnosti oziroma temu, da si vsak uredi stvari, kar najboljše se hoče. Ne? In zaradi, kako bi rekel, te poenostavitve, ne? Marsikdo reče, ja, rabimo tesnejšo Evropo, rabimo več Evrope. Ne? Potem drugi odgovorijo, ne rabimo manj. Ne? V resnici ta pravi odgovor je, na nekaterih področjih rabimo več, na drugih področjih rabimo pa manj. Ne? Ampak to je pa komplicirano potem ljudem razlagati. Ne? Ampak okoliščine so take, no, da Evropi pravzaprav drugega ne preostane. Ne? Saj so tudi prejšnji predsedniki, ne vem, Clinton, Obama, Biden, so vsi Evropi poskušali nekako razložiti, lejte, vi morate mečkaj več v obrambo vlagati, ne? Pa vi, ko vlagate v obrambo, se ne smete pripravljati na to, kako bo tukaj nastala vojna, ne vem, med Hrvaško pa med Madžarsko ali pa med Hrvaško pa med Slovenijo, pa se pripravljati s tem, kako boste vi se branili, ne vem, kako se bomo Slovenci branili, če nas bo Italija napadla. Ne? Ampak vi se morate pripravljati na to, kako lahko neka slovenska enota, pa magar, če je to ena četa, je pripravljena posredovati nekje zunaj evropskih meja, takrat tam, ko je treba nek evropski interes zaščititi oziroma ko je treba moč projicirati, oziroma še bolje, ne, da se ve, da taka enota obstaja, da se ve, da je Evropa oziroma da imamo v Evropi neko vojaško moč in da se ne bo noben upal z nami zafrkavati. Ne. Sej na koncu v bistvu nimaš vojske zato, da se bo borila, ampak je tam zato, da se jo ljudje bojijo in da imaš mir pred vsemi, ki bi ti radi nekaj slabega naredili. Ja, v tem času odlična poanta. Ne. Kaj pa tehnologija? Kako pa na to gledate? Dogaja se, že prej ste omenili, da ste tehnološki navdušenec, ne, da radi sprobavate stvari, tako da predvidevam, da tudi spremljate to tekmo v umetni inteligenci med ZDA in Kitajsko. Evropa, jaz sploh za Nemčijo, naprimer, slišim, da je zelo zadaj, da ni neke večje zgodbe z področja umetne inteligence iz Nemčije. Da v bistvu Francija je neko središče v Evropi, kjer se umetna inteligenca nekako uveljavlja, ampak še vedno na prenizki ravni v primerjavi z ZDA in Kitajsko. Kje tukaj vidite, da bi Evropa lahko odigrala svojo vlogo? Jaz mislim, da bo težka, ne? Je pa nekaj priložnosti vseeno. Ne? Omenili ste Francijo, mislim, da je iz Francije model umetne inteligence, ki se mu reče Mistral, ne? In je 74 najboljši na svetu. Ne? Se pravi, unih 73 kitajskih pa ameriških. Ne? Dejstvo je, in jaz sem tudi veliko, kako bi rekel, se veliko gibljam v teh evropskih gremijih, in glede na to sem inženir, mi potem dajo kakšno tako temo v zvezi z razvojem tehnologije in kaj narediti za to, da bi se informacijska tehnologija v Evropi boljše razvijala in tako naprej. In dlje, ko sem tukaj zraven, bolj ugotavljam, da evropski problem ni informacijska tehnologija, ne? Da ni vlaganje v raziskave in razvoj na področju informacijske tehnologije ali pa celo investicije v informacijsko tehnologijo. Ne? Evropski problem je, da ima nek razmeroma okostenev, neambiciozen, podjetništvu nenaklonjen gospodarski ustroj. In v tem gospodarskem ustroju stare industrije, ki imajo neko tradicijo, ki po neki inerciji delujejo, ne vem, avtomobilska in podobne, farmacevtska, kemična, ne, še kar nekako deluje. Ne. Tam, kjer se pa stvari hitro odvijajo, kjer se moraš hitro obrniti, kjer moraš hitro reagirati, kjer moraš hitro spraviti skupaj znanje, denar, ljudi. Ne? Za take stvari je pa evropski sistem, gospodarski sistem kot tak slab. Ne?
In nobeno govorjenje in nobeni parcialni ukrepi, kako bomo pa mi nekaj za informacijsko tehnologijo naredili, zato da bomo boljši, ne bodo pomagali. Mi imamo pač, kako bi rekel, smo muzej na prostem, pa neke stvari še vsem znamo delati, pa dizajn kakšnih modnih izdelkov je še vedno svetoven. Sicer se pa stvari dogajajo drugje. Zdaj, kar se tiče umetne inteligence, jaz vseeno mislim, stvari niso povsem izgubljene, ampak ne vidim pa neke zelo svetle prihodnosti. Gre pa za tole, mi ponavadi zdaj gledamo umetno inteligenco, kot da gre tukaj za te modele, kot so, ChatGPT, Gemini, DeepSeek in tako naprej. Ampak pod temi modeli spodaj je, a imaš ti dosti elektrike za vse to poganjati. In tukaj imajo Američani težave, Kitajcem gre še pravzaprav najboljš. Evropejci, če se kdo pojavi, da bi kakšen podatkovni center, ki je delal, so bile neke bombastične novice, po moje za eno ničlo pretirane iz Hrvaške, pa tudi brez ene ničle je zadeva fenomenalna, odkot bo elektrika za vse to poganjati. Potem morata imeti čipe, proizvodno čipov. Tukaj ima Evropa neko podjetje na Nizozemskem, ki zna te čipe, kako bi rekel, risati, oziroma to litografijo, ki je vodilna na svetu ali pa ena od dveh na svetu. Kar je pomembno, ampak proizvodna čipov je pravzaprav v Aziji, jih nimamo tle, tudi vprašanje, če bi mi to znali narediti. Potem imate podatkovne centre kot take, kamor vi pripeljete not elektriko pa čipe, pa imate sobe in sobe v Martu, kar zdaj mislijo na Hrvaškem narediti, kjer stvari tečejo. Kot rečeno, kjer pride skupaj kombinacija spet nečesa, kjer smo slabi. Potem imate te modele, ki jih je treba razviti. Te modele razvijajo, oziroma so Američani razvili tudi zato, ker kaj so naredili? Oni skrepajo cel internet, povsod, kjer se najde kakšna vsebina, iz tistega se učijo. Zdaj, ko mi tam veselo tipkamo v te modele, oni vse tisto, kar se mi s temi modeli pogovarjamo, uporabljajo potem zato, da se te modeli naprej učijo. In vse te iz teh naših reakcij in ko imaš nek daljši pogovor z enim takim agentom, se probajo naučiti, kako bi ta agent še boljše odgovarjal. Skratka, ta zadeva zdaj sama sebe poganja in če ti nimaš agenta, ki je zelo popularen, ki ga ljudje ne uporabljajo, se spet ta agent od ničesar nima učiti. Tako da tega tudi nimamo. Ampak na koncu smo, kar se tiče tega načina uporabe umetne inteligence, ki je pri večini ljudi prisotna, skratka, odpreš tam neko spletno stran, imaš tam ChatGPT, pa nekaj vprašaš, ali se pa nekaj pogovarjaš, ali pa daš neko sliko narisati, ali pa kaj podobnega. To je v bistvu, jaz temu pravim, smo glede umetne inteligence tam, kjer smo bili, kar se računalništva tiče, z DOS-om. Ne vem, če se vi tega spomnite, včasih si sedel pred črnim ekranom, na njem so bile zelene črke, pa si napisal dir, pa ti je izpisal seznam datotek, ki so v eni mapci. Pa si napisal CD v neko drugo mapco, pa si še enkrat dal dir, pa ti je izpisal, kaj v drugi mapci. Skratka, si se pogovarjal tako, da si nekaj tipkal. Potem so prišli pa Windowsi. Mislim, da smo zdaj, kar se umetne inteligence tiče tam, mi smo na DOS-u. In prihajajo rešitve, ko se pa umetna inteligenca vgrajuje v programe, v programsko opremo, zato da ta programska oprema pametnej dela. Namesto da se jaz ukvarjam s tem, kako pa ne zdaj naredim v Wordu, da bodo vsi naslovi, kaj pa vem, rdeči, kje moram zdaj to poklikati, pa kako, pa search replace, pa format search replace, tega noben ne ve. Jaz tam rečem, Word, daj mi vse med naslove rdeče, pa on to pogrunta, kje mora poklikati oziroma kaj treba narediti. In tukaj je seveda veliko neke programske opreme, nekaj od te programske opreme tudi v Evropi napisane, nekaj te programske opreme je ugrajene v različne industrijske procese, kjer Evropa ni čisto brez vsega. In seveda gre za to, kdo bo zdaj to programsko opremo napisal, oziroma kdo bo ta peti sloj napisal, ki je nad modeli. Kjer imaš model tako, kot imaš, kaj pa vem, pač tam je model, ki mu vržeš neke stvari za narediti, za zračunati, je commodity, tako kot voda pa elektrika je tisti model. Ampak da pa počne nekaj za tvoj poslovni model, za tvoj software, za tvojo proizvodno halo, to je treba pa not integrirati. Ampak zdaj se spet pojavlja seveda to vprašanje, da če bomo mi pa
oziroma če se bo Bruselj pa silno veliko ukvarjal s tem, kako bi pa mi zdaj zregulirali, kaj se sme s temi modeli delati, pa kaj se ne sme, pa kdo ne sme, pa s katerim modelom se sme, pa s katerim modelom se sme. Potem seveda, namesto da bi in cel kup mladih ljudi je, ki pravzaprav prav to dela, ki se ukvarja s tem, kako bi pa umetno inteligenco porabil tako, da bi, bo rekel, direktno nekaj pametnega nekaj počela. Če jim namečete cel kup enih polen pod noge, seveda tega ne bo nič. In kar se bo zgodilo je, da bomo mi potem namesto, da smo uporabljali neko evropsko tehnološko rešitev z nekim lokalnim softverom oziroma z evropskim softverom podprto, uporabljali bomo tisto vrgli stran, ker bo prišla kitajska ali pa ameriška, ki bo imela ta sloj umetne inteligence lepo noter zapečen. In seveda noben ne bo produktiven z unim brez umetne inteligence. In zato se mi zdi, da če bi dali ljudem več svobode, manj omejitev, priložnosti tudi, da kdaj kakšna firma propade, pa da ti tega ne štejejo v slabo, ampak enkrat propade, drugič propade, tretjič propade, četrtič narediš pa unikorna. Enostavno te miselnosti ni dovolj. Vsi nekako mislijo, če bodo naredili neke sheme, pa postavili zidove za neke inkubatorje, da bo pa zadeva tekla. Celoten odnos do podjetništva, do razvoja, do inovacij je treba spremeniti. In kako bi rekel, potem takim ljudem čestitati, hej, bravo, da ste to naredili, fantastično. Pri nas v Evropi, ne vem, je, kaj zvem, Jeff Bezos, ali pa Elon Musk, to je skoraj tako kot kriminalca, oziroma bad guys, slaba človeka sta. V Ameriki sta pa, kako bi rekel, heroja, ki sta postavila praktično cele nove industrije. Tudi ne pri vseh ljudeh, da se razumemo, ampak pri dovolj velikem številu ljudi sta pa role model. Vsi želijo biti Elon Musk, vsi želijo biti Jeff Bezos, vsi želijo biti Steve Jobs. Ja, zdaj tole, ki ste omenili, se pravi Amerika pa Kitajska. Jaz, kakor poznam Ameriko, je tam zelo, kot oni reče, temu cutthroat, se pravi, ali rasteš ali pa odpadeš. In enako se dela tudi z investicijami. Tam je zelo malo nekih subvencij in podobno. Medtem ko Kitajska ne bi imela pa malo drugačen princip. To sem tudi pač v nekem prispevku bral, da naprimer, če se odločijo, da bojo strateško razvijali industrijo električnih vozil, oni ustvarjajo pogoje in subvencije, da se tega lahko, ne vem, milijon podjetij. Ampak bojo znotraj njih ustvarjali to konkurenčne pogoje, tako tekmo, da na koncu bo na površje preplavalo 10 vrhunskih EV podjetij. Se pravi, dva različna načina, kako prideš do nekega, rekel, vrhunskega izida ali pa vrhunskega tekmovalca, medtem ko Evropa tlele ni znala najti načina, očitno, saj do zdaj. Zavedati se moramo tudi, da je ena razlika, vsaj do pred kratkim bila, vsaj med Ameriko pa med Kitajsko, pa deloma tudi med Evropo pa med Kitajsko. Kitajci so dohitevali. In seveda, če dohitevaš, točno veš, kam želiš priti in lahko planiraš, kako boš tja prišel. Če pa, bom rekel, odkrivaš nove stvari, če odpiraš, bom rekel, nov frontier, nova področja, kjer ne veš, kaj ja pa kaj ne. Tam je pa ta proces iskanja drugačen in tukaj bomo še videli, jaz mislim, da še nimamo dokončne potrditve, ali bo kitajski model sposoben tudi novosti generirati. Torej, bom rekel, ne inkrementalnih izboljšav, kot so, ne vem, oni delajo telefone, ki so tako dobri kot Apple ali pa skoraj tako dobri ali pa mečkam boljši na nekaterih področjih, ampak neko popolnoma novo industrijo. In oni so bili, kar se tiče umetne inteligence, so bili zadaj. Ampak so potem seveda ugotovili, to je to, gremo. Tisto, kar sem jaz opazil na svojem področju, uvajanje informacijskih tehnologij v gradbeništvu, se sem tudi predaval o tem. V Evropi vsaka država
ima neko svojo strategijo, kako to narediti. Ne? Potem ene so boljše, ene so slabše. Ne? Kitajska je imela program za celo državo in sama. Ne? In zdaj, tle v Evropi se vsem lahko malo naučiš od tega, kaj funkcionira, kaj pa ne funkcionira. Ne? Tam pa, če vsi grejo v isto smer, pa če ta smer slučajno podoptimalna, je pa podoptimalno vse skupaj. Ne? Se mi zdi, so pa tudi to v zadnjem času dojeli, ne? In je veliko tekmovanja med temi njihovimi provincami, ne? Oziroma pustijo večje avtonomije tam. Pač pri Kitajcih je pač treba, jaz rad rečem, velikih je, pridni so, pa pametni so. Ne? In je to zelo, zelo hud, bom rekel, nasprotnik, ki bo enakovreden partner, no? In enakovredno tudi sodeloval pri premikanju tega meja možnega, kar človeštvo kot celota počne. No, jaz bi rad videl, da se malo dotakneva še Slovenije zdaj, ne? In glede na trenutno politično situacijo v Sloveniji, mislim, da gre kar težko mimo tega, kar se zdaj trenutno dogaja, ker bo ogromno verjetno odvisno od tega, kako se bojo stvari v naslednjih tednih odvijale. Ne. Pa me čisto zanima, ne. Se pravi, trenutno so previdni koraki pri sestavljanju nove vlade, tudi zaradi tega, ker sta oba pola zelo izenačena z poslanci. Pa o tem, kar sva govorila, ne, ker v bistvu je ogromno izzivov, ki čaka naslednjo vlado. Ne. Je tle sploh motivacija sestaviti vlado v tem trenutku, novo vlado? Ker je, kdor bo zdaj prevzel volan, ima težko nalogo pred sabo. Ne? Ja, večina je prešibka za ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti. Ne? In meni je zelo žal, da so na levi toliko izključujoči, da niso pripravljeni razmišljati o tem, da bi res nastala neka, bom rekel, široka razvojna koalicija, v kateri bi tudi z leve kdo sodeloval in ki bi ta slovenski razvojni model, ki to ni več, poskušala obrniti. Ne, Slovenija je, če bi tako rekel, vse tisto, kar je v primerjavi z ZDA, z Evropo narobe, ne, je v Sloveniji še mnogo bolj narobe. Pa tukaj vidite, da bi se vseeno oblikovala neka manjšinska vlada? Ja, tako kot zdaj se stvari odvijajo, gre v smeri neke manjšinske vlade, do katere, po mojem, ne smemo imeti prevelikih pričakovanj. Ja, to smo že videli, mislim, da je bila Šarčeva vlada, ne? Ki je bila manjšinska, pa je bila, mislim, da Levica takrat. Ja, ampak je, kako bi rekel, tista vlada ni bila tako manjšinska, kot bo ta. Tam je bila Levica vendarle bolj pripravljena pomagati, kot bo tule resnica, se bojim. No, če pride do te manjšinske vlade, pol tudi verjetno naslednje volitve bojo veliko bolj kazale tistim, ki bojo v opoziciji, ne, v tem trenutku. Vprašanje. Jaz ne bi bil tako prepričan, da bi bilo to res. Ne. Sploh se mi ne zdi, da bi bilo za izključiti možnost, da bi taka manjšinska vlada ugotovila, da nekih stvari žal ne more narediti. Bi rekla, oprostite, mi se ne gremo več, gremo na volitve, pa naj volivci povejo, želijo to smer, kot smo mi začeli ali ne. In sem prepričan, da se da peljati stvari tako, da bi volivci potem rekli, ja, ne, zdaj ste imeli, ne vem, 43 glasov, ne, zdaj jih imate pa 47. Naredite to. Prej ste omenil, že na samem začetku, ne, katera kriza nas mora najbolj skrbeti, ste omenili demografsko krizo. Ne. Pa je tle v predlogu koalicijske pogodbe je zapis, ne, da rešitev za demografski problem Slovenije in Evrope ni v priseljevanju, ampak v dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov v državi, večjem veselju do življenja ter povečanju rodnosti. A ne. Zdaj pa tako, po vseh podatkih,
kakršne koli finančne spodbude, davčne olajšave in podobno, nimajo dolgoročnega učinka na večjo rodnost. Veliko se pa govori o tem. Se spomnim tudi, da je že, kdo je bil že Počivalšek, se mi zdi, da je o tem že govoril, da se ne bo populacija Slovenije večala zaradi tega, ker bojo drugi se priseljevali v Slovenijo, ampak zaradi tega, kar se bo dogajalo v Sloveniji. In so naračunali, da bi mogli biti, ne vem koliko, 80,000 otrok na let, novorojenčkov, da bi se njegov plan uresničil takrat. Ampak tako me čisto zanima, kaj vi mislite, kako se sploh lotiti tega problema, povečanja rodnosti pa reševanje demografskega. Jaz se tukaj strinjam, da za nekimi davčnimi, političnimi ukrepi se ne da dosti narediti, če jih hkrati ne spremlja neka sprememba pri vrednotah. In seveda, kako pa vplivati na vrednote, kako pa vplivati na to, kaj ljudje, kako bi rekel, cenijo, kaj ceniš pri nekomu. To je pa seveda zelo težko in zelo veliko stvari na to vpliva. Ampak neka temeljna napaka, po moje, ki jo je cel modern svet naredil, pa bo kakšna feministka mogoče zdajle in ne bo všeč, kar bom rekel, ampak en velik del problema je, da so ženske začele tekmovati po moških kriterijih med seboj. Se pravi, kako se veljava neke osebe v družbi vzpostavlja, zato obstajajo neki kriteriji v moški družbi, ne vem, koliko zaslužiš, kje si v službi, koliko visok si tam v službi, kaj si v službi naredil in tako naprej. In ženske so na te kriterije pristale, so temu rekli še celo feminizacija, skratka, bomo mi tudi po moških kriterijih tekmovali med seboj. In seveda v teh kriterijih, po katerem se moški med seboj merimo, se nikoli v zgodovini nismo merili po tem, koliko ima kdo otrok. V zgodovini, govorim par tisoč let nazaj, ženske so se pa med seboj merile tudi po tem, koliko ima katera otrok, koliko je katera dobra mama in tako naprej. In edini, kako bi rekel, en tak vrednosti premik, ki ga jaz vidim, ni zdaj ta, da pošljamo ženske nazaj za štedilnik, ali pa rečemo, vi pa boste zdaj imeli svojo ligo, tako kot jo imate v športih, pa v skokih, pa vse povsod. Ampak da enostavno tudi, ko gre za to, ko ocenjujemo, postavljamo, primerjamo se moški med seboj, da postane kriterijev, koliko imaš pa otrok. Ko nekoga sprašuješ, jemlješ v službo, imaš enega, ki ima takle CV, pa ne vem, 4 otroke, imaš enega, ki ima tak CV, pa ima nič otrok ali pa enega otroka. Ampak, kot rečeno, to mora biti stvar vrednot, to ne more biti stvar dekreta. Dekretu se ljudje znajo upreti, dekretu se znajo, dekret zna še celo, kako bi rekel, obratne učinke imeti. Seveda škodi ne, da imate neke davčne ukrepe, škodi ne, da imate, bom rekel, neke stanovanjske sheme in tako naprej. Ampak dokler ne more biti pa to edini ukrep. Dokler na nek način ne cenaš pri nekom več, pa mi je žal tudi meni, da jaz tega prej nisem vedel, ali pa se nisem tega toliko zavedal. Dokler ne ceniš bolj to, kako dober starš je nekdo, od tega, kako dober je v službi. Tako dolgo se mi zdi, da se kaj dosti ne bo premaknilo. Ampak, a tukaj lahko naredi v bistvu umetna inteligenca, če bo prevzela velik del produktivnosti in naših služb, recimo temu? A bo potem... Jaz se itak s temi študijami, ki pravijo, da bo umetna inteligenca uničila cel kup del, se ne strinjam. Ampak je del problema rodnosti, je tudi v tem, da, kaj pa vem, 50 let nazaj, vsaj na Zahodu, če gledamo Ameriko, ameriške filme iz 50-ih, 60-ih let, tam je moški dovolj zaslužil za celo družino in je bila žena lahko doma in je vsaj
kako bi rekel, do neke starosti, ne vem, 35 let, 40 let, skrbela za dom in za otroke. Ne? In je potem začela sa svojo kariero. In jaz ne bom nič proti, da bi uredili zadeve tako, ok, pa ne ženska zasluži dovolj za oba, a ne? Pa bo moški doma skrbel za otroke. Je vsaj v prvih letih vseeno malo razlike. Ne? Nočem, kako bi rekel, delati tukaj umetno razliko, ki jo ni. Ne? Ampak to, ne, da je nas gospodarstvo spravilo v situacijo oziroma tekma v situacijo, ne, ko pa vsi hodimo v službo. Ne? Prav gotovo to nima dobrih posledic za demografijo. Ne? Ok, da pa prihajamo na naslovno vprašanje, dr. Turk. Kako se lahko pripravimo na naslednjo krizo? Jaz sem se pripravil tako, da sem usporedno s plinskim bojlerjem montiral še električnega. Kar se tiče držav, če so agilne, če imajo sposobne vlade, če imajo sistem, ki je sposoben hitro odreagirati, ne, potem bodo skozi krizo šle boljše kot tiste države, ki niso sposobne reagirati. Glavna težava krize je v nepredvidljivosti. Ne. Če je nekaj predvidljivo, če je nekaj, na kar se lahko pripravaš, potem pravzaprav ne gre za krizo. Ne. Biti pripravljene na nepričakovano, ne, pa pomeni biti odziven, imeti političen gospodarski sistem, sisteme, kako bi rekel, vodenja, ki zmorejo hitro odreagirati. In tukaj se bojim, da Slovenija nima takega sistema. Ne? Da imamo vse preveč nekih zavor in nekega peska v sistemu, ki preprečuje, da bi se hitro obrnili. Okay. Ne? Spomnite se, ko je bila covidna kriza, zato da bi vlada hitro reagirala, je pač v narekovaju vladala z odloki. Ne? In je bilo vse narobe, ker vladajo z odloki. Ne? K sreči je bilo vse narobe potem, ko so ti odloki bili sprejeti in ko so odloki imeli pozitivne posledice, ne? In so potem za nazaj bili nekateri od teh odlokov protiustavni. Ne? Meče pa to, oziroma daje pa to slabe spodbude, ko bo naslednjič treba kaj nujno in na hitro narediti, ne? A se bodo upali narediti kaj pametnega na hitro. Ja, tako nekako se mi zdi, da v Sloveniji, saj zdaj v zadnjem času, ne, tudi zdaj par let nazaj, naprimer, ko je šla Nemčija v recesijo, ko je bila Nemčija v recesiji, ne, ko se je začelo to, rekel, negativna rast. Ne. V Sloveniji nekako stvari so v redu laufale naprej. Ne. Še zmeraj je bilo, ne vem, tam okrog 2% gospodarske rasti. Ne. Potem, ko se govori o tej energetski krizi, ne, Slovenija je nek del tega zelenega prehoda tudi že naredila v to. Tako, ne vem, se mi zdi, da je ta odpornost Slovenije, da se kaže v teh krizah. Zdaj pa se sprašujem, ali krize, ki prihajajo, ne, ali pa o katerih se govori, naprimer tudi se govori za naprimer jet fuel, ne, se pravi gorivo za letala, ne, da potovanja polet, da ne bojo več možna, da bojo odpovedani leti in podobno, da bo lakota in podobno. A tukaj mislite, da smo v redu pripravljeni? No, kar se letov tiče, mislim, da jih je nepar iz Brnika odpovedanih, ne, oziroma je Ljubljana še slabše povezana, kot je bila, zaradi tega, ker Lufthansa optimizira svojo floto, ker Turkish Airlines optimizira svoje vozne rede. Ne, lakota, no, svet pridela dovolj hrane, ne, tudi po zaslugi umetnih gnojil, ki so seveda narejena marsi v pomembnem delu iz fosilnih goriv, iz nafte. Cene ne bi, no, jaz ne vidim strašenja v zvezi s tem. Jaz mislim, da najbolj izpostavljeni smo ravno v zvezi z dobavami plina, ki ga je razmeroma težko skladiščiti v večjih količinah, ker svojih skladišč nimamo, smo odvisni od tujih. Nikoli ne veš, ali bodo tujci dali
to rezervo tebi ali jo bodo porabili najprej za svoje domače potrebe. Kar se tiče tega, kako mi gremo dobro skozi te krize, mi smo nehali dohitevati povprečje razvitosti Evropske unije. Mi smo danes mečkan slabši ali pa približno tam, kot smo bili, ko sem bil jaz minister za razvoj leta 2008. Takrat smo bili na 92% povprečja EU, danes smo spet približno tam, s tem, da je šla medtem Velika Britanija ven, ki je bila nadpovprečno razvita, skratka je vse skupaj mečkano padlo. Tako da če ni neke velike krize v Sloveniji, to je res, zaposlenost je dobra, ampak zaposlenost je dobra, veste, zato, ker se baby boom generacija upokojuje, neka velika generacija ljudi odhaja v pokoj in to ustvarja pravzaprav veliko delovnih mest, pravzaprav ne morejo vseh nadomestiti z mladimi. Na področju inženirstva, pooblaščenih inženirjev, recimo to velik problem. Jih ne prihaja iz naše fakultete toliko, kot jih odhaja na drugi strani v pokoj. Skratka, tako malo se kuhamo kot žaba počasi, ne opazimo, kako hitreje drugi napredujejo. Oziroma opazimo, zdaj polet bodo ljudje spet opazili, koliko so stvari na Hrvaškem drage in kako Čehi, Madžari, Poljaki tamle na sosednji mizi jedo belo ribo, Slovenc bo jedel pa makarone. Tukaj se pa vidi, da jaz sem še vedno prepričan, da zaostajamo za možnostmi, ki bi, oziroma za neko potencialno gospodarsko rastjo, ki bi bila mogoča, če ne bi, bom odkrito povedal, če ne bi imeli izrazito, ko bi temu rekel, slabe. Mi nimamo neke solidne leve socialdemokratske stranke, oziroma ta levi pol, to ni neka evropska levica, ki bi se borila za sindikalne pravice in za mečken več socialnih transferjev, ampak je vse skupaj neka radikalna levica, kjer nič ni dovolj, kjer to, da je v Sloveniji druga najmanjša neenakost, drugi najmanjši Gini koeficient neenakosti v Evropi, to ni dovolj. Dovolj bo, ko bomo vsi enaki. Tako da tisto, kar jaz v slovenskem političnem prostoru najbolj pogrešam, in kar včasih tudi sprašujem kakšne svoje prijatelje, kolege iz leve strani, kako vam lahko pomagamo, da bo nek normalen lev pol v Sloveniji nastal, ki bo sprejel tisto, kar v svetu je sprejeto, da če delaš to, pa to, pa to, pa to, se razmeroma hitro razvijaš, če pa tega ne delaš, imaš pa skozi probleme. Se pravi, neko ravnovesje. Ravnovesje, oziroma da bi bil na levi strani partner, s katerim bi se dalo normalno pogovarjati. In tudi kakšno vlado sestavlja. Tudi kakšno vlado sestavlja. Veste, številke so take, ki bi v normalni državi rekli, ta prva pa ta druga stranka, zmenite se, naredite veliko koalicijo, mogoče po 2 let en predsednik vlade, 2 let bo drug predsednik vlade, najte nek skupen imenovalec, pa peljte naprej. Ampak na levi ni sogovornika za to, po mojem mnenju. Doktor Turk, imava še hitro vprašanje. Še? Ja. Kdaj bo naslednja vojna na tleh Evropske unije? Dajmo reči, da jo ne bo. Nikoli. Nikoli. Če bi bile danes predčasne volitve, katera stranka bi največ izgubila, katera pa največ pridobila? V absolutnih glasovih ali v deležu? V deležu. V deležu bi največ po moje pridobila Resnica, največ bi izgubila Svoboda. Okay. Pridobila bi tudi SDS, mogoče kaj malega bi dobili socialdemokrati, ampak Resnica se mi zdi, da je dobro opozorila nase in da bi lahko dobili več, SDS bi dobil več. To je to. Okay. Ali smo družba prevelikega obilja? Ne. Torej,
se spominjam enega obiska na Kitajskem, kjer so imeli na vsakem slajdu ene pismenke. Eno pismenko sem spoznal, da je Xi Jinping, in pa sem vprašal, kaj imate to skozi napisano spodaj na eni veliki firmi gradbeni. Ne? In je bilo geslo, želja ljudi, da bi živeli bolje, ne bo nikoli ugasnila nekaj danska. To je, tako bi rekel, človeška stalnica. In še zadnje vprašanje. Kako je na naslednjo krizo pripravljen dr. Žiga Turk? Delno ste že odgovorili. Ja, kot rečeno, tako da imam električen bojler zraven plinskega. Super. Dr. Turk, najlepša hvala za vaš obisk in to epizodo. Hvala za povabilo. Gledalci in gledalke, se vidimo naslednjič.